Plazma prikazni zaslon je vrsta tako imenovanega flat screen televizorja, ponavadi z diagonalnim premerom 76 cm ali več. Plazma se imenujejo zato, ker uporabljajo ultramajhne celice, ki vsebujejo električno nabite ionizirane pline ali plazme. Kaj pa sploh je plazma? Plazma je četrto stanje snovi. Četrto stanje zato, ker se obnaša čisto drugače od ostalih treh. Plazmo dobimo, če plin močno segrejemo ali pa skozenj pošljemo močno elektromagnetno polje, na primer preko laserja ali generatorja mikrovalov. V naravi se pojavlja ob udarcih strele ali ob pojavu severnega sija. Leta 1936 je Kalman Tihanji, madžarski inženir, opisal princip plazma zaslona in položil temelje za prvi tanki zaslon. Monokromatične plazma zaslone so izumili leta 1964 na univerzi v Illinoisu. Izumili so ga Donald Bitzer, Gene Slotov in Robert Wilson za družbo Plato Computer Systems. Oranžni stekleni neonski plazma zasloni so bili v 70-ih zelo popularni, ker niso rabili pomnilnika ali vezja za osveževanje slik, ki so jih prikazovali. Nato je prodaja upadla konec 70-ih, ker je polprevodni spomin zelo pocenil proizvodnjo CRT zaslonov. Kljub temu pa so bili vseeno uporabni zaradi velikih zaslonskih dimenzij in relativne tankosti zaslona. Leta 1983 je IBM predstavil 48 cm velike oranžno-črne monokromatične plazma zaslone, ki so zmorali prikazovati do 4 seje IBM-ovih računalniških terminalov serije 3270. Zaradi hude konkurence monokromatičnih LCD zaslonov je IBM leta 1987 načrtoval ustavitev svoje tovarne v New Yorku, največje tovarne plazma zaslonov na svetu, in premaknil svoj fokus na računalnike. Tovarno je nato kupil Larry Weber za svoje start-up podjetje Plasma Co. Leta 1992 je Fujitsu predstavil prvi 53 cm polnobarvni plazma zaslon na svetu. Leta 1994 je Weber predstavil barvni plazma zaslon na industrijski konvenciji v San Joseju. Panasonic je začel skupni razvojni projekt s podjetjem Plasma Co. In leta 1996 kupil Plasma Co. Z njihovo tovarno v Red. Leta 1995 je Fujitsu predstavil prvi 107 cm plazma zaslon z resolucijo 852x480 pikslov. Ekran z istimi specifikacijami je takrat predstavil tudi Philips. Kasneje, leta 1997, je podjetje Pioneer začelo prodajati plazma zaslone potrošnikom, ostala podjetja pa so kmalu sledila. Proti koncu leta 2006 so analize pokazale, da imajo LCD zasloni večji tržni delež od plazma zaslonov, še posebej v dimenzijah do 1 metra ali več. Do leta 2000 so bili plazma zasloni najpopularnejša izbira za ploščate HDTV zaslone, saj so bili v mnogih aspektih boljši od svoje LCD konkurence. Na primer, imeli so globje temne barve, višji kontrast, hitrejši odzivni čas, večji spekter barv in širši ogledni kot, poleg tega pa so bili tudi veliko večji od LCD zaslonov. Takrat je veljalo prepričanje, da so LCD zasloni bolj primerni za manjše dimenzije. Tehnične izboljšave pa so kmalu premostile te razlike. Večje dimenzije, manjše teže in padajoče cene so naredile LCD zaslone konkurenčne plazmam. Po letu 2010 se je proizvodnja plazma zaslonov drastično zmanjšala zaradi prav te konkurence. Leta 2014 so Panasonic, LG in Samsung prenehali s proizvodnjo plazma zaslonov. Plazma zasloni so zelo svetli, do 1000 lux in več. Sposobni so prikazovati velik spekter barv, poleg tega pa jih je možno proizvesti v velikih dimenzijah, do 3,8 metra diagonalno. Sam zaslon je ponavadi debel okoli 6 cm. Cel zaslon skupaj z elektroniko ponavadi ni debelejši od 10 cm. Poraba energije je zelo različna.
Svetlejši prizori porabijo veliko več kot temnejši, tako kot pri CRT in LED zaslonih. Tipična poraba energije je približno 400 W za 127 cm zaslon. Plazma, ki osvetljuje zaslon, se lahko segreje tudi do 1200 stopinj Celzija. Ocenjena življenjska doba je 100 000 ur prikazovanja ali 27 let, če bi bil zaslon prižgan 10 ur na dan. Po tem času naj bi se svetlost slike zmanjšala za polovico. Plazma zaslon je sestavljen iz tisočerih majhnih celic med dvema steklenima ploščama. Te celice vsebujejo mešanico žlahtnih plinov, tipično neona in xenona, in minimalno količino kakšnega drugega plina, na primer hlapov živega srebra. Kadar gre skozi celico visoka električna napetost, plin v celici začne tvoriti plazmo. Nekateri elektroni, ki tečejo skozi plin, se zabijajo v atome živega srebra in jim začasno dvignejo energijski nivo. Ko se atomi vrnejo na osnovni nivo, sprostijo energijo v obliki ultravijoličnih fotonov. Notranjosti celic so prekrite s fosfornim nanosom. Fosfori so luminescenčne snovi. Luminescenca je lastnost snovi, ki ji omogoča oddajanje svetlobe zaradi zunanjih vplivov, ki niso toplota. V tem primeru je to stik s fotoni. Ultravijolični fotoni se zaletijo v fosforni nanos, ki prekriva notranjost celice. To povzroči dvig energijskega nivoja elektrona zunanje ovojnice v fosforjevem atomu, kar prestavi elektron v nestabilno stanje. Atom nato odda odvečno energijo v obliki fotona, ki je na nižjem energijskem nivoju od ultravijoličnih fotonov. Fotoni z nižjo energijo so večinoma v infrardečem spektru, 40% pa jih je v vidnem. Torej se vhodna energija spremeni v infrardečo in vidno svetlobo. Glede na uporabljene fosforje je možno doseči oddajanje svetlobe različnih barv. Vsak piksel v plazma zaslonu je sestavljen iz 3 celic, rdeče, zelene in modre. Spreminjanje napetosti, ki gre skozi celico, omogoča prikaz različnih barv. Na sprednji in zadnji strani celic tekom zaslona ležijo elektrode iz prevodnega materiala. Naslovne elektrode so za celicami, prozorne prikazne elektrode pa ležijo na sprednji strani zaslona. Čez elektrode je nameščen neprevodni zaščitni sloj. Kontrolno vezje pošilja tok skozi elektrode, ki se križajo nad celico in ustvari razliko v naboju med sprednjo in zadnjo elektrodo. Nekateri atomi plina v celici nato oddajo elektrone in postanejo ionizirani, kar naredi prevodno plazmo atomov, prostih elektronov in ionov. Trki elektronov v plazmi z atomi plina v plazmi nato vodijo v oddajanje svetlobe. Ko je doseženo oddajanje svetlobe v celici, je to stanje možno vzdrževati z nizko električno napetostjo med horizontalnimi in vertikalnimi elektrodami, tudi po temu, ko se odstrani napetost, ki je povzročila ionizacijo. Kontrastno razmerje je razlika med najsvetlejšim in najtemnejšim delom slike, merjeno v diskretnih razmakih v kateremkoli trenutku. Načeloma velja, da večje kot je kontrastno razmerje, bolj realistična izgleda slika. Kontrastno razmerje pri plazma zaslonih sega tudi do 5 milijonov proti 1. To je ena izmed velikih prednosti plazma TV pred ostalimi vrstami zaslonov, razen OLED zasloni. Vsaka celica mora biti predčasno naelektrena, preden se zaslon osvetli, drugače se celice ne bi odzvale dovolj hitro. Zaradi tega celice ne morejo prikazovati prave črne barve, medtem ko lahko od zadaj osvetljeni LED zasloni ugasnejo dele zadnje osvetljave. Nekateri proizvajalci so zmanjšali predčasni naboj in sij, ki pride z njim, s čimer se je nivoj črne barve približal visokocenovnim CRT zaslonom, ki pa sta jih Sony in Mitsubishi proizvajala že 10 let pred plazma zasloni. Ekranski vžig se plazma zaslonom zgodi, ko se ista slika prikazuje za daljša časovna obdobja. To povzroči, da se fosfori v celicah pregrejejo in izgubijo nekaj svoje svetilnosti in proizvedejo senco slike, ki je vidna tudi, ko je ekran ugasnjen. Pri plazmah je to še posebej problem, ker med delovanjem dosežejo zelo visoke temperature, veliko višje kot na primer CRT televizorji, ki so tudi žrtve ekranskega vžiga. Poleg tega imajo plazme še en problem, tako imenovani ghosting. To je podobno ekranskemu vžigu.
Ko skupina pikslov dlje časa prikazuje svetle odtenke, naprimer belo barvo, se v njih nabere naboj, ki povzroči vidne duhce na ekranu. Za razliko od ožigja, ta efekt ni trajen in izgine, če je ekran ugasnjen dovolj časa. Kljub naporom proizvajalcev, ki so sicer z različnimi metodami zmanjšali ekranski ožig, se ga še vedno niso znebili, zato tudi ni vključen v garancijo plazma zaslonov. Danes so plazma zasloni izgubili večino tržnega deleža, predvsem zaradi konkurence cenejših LCD zaslonov in dražjih, vendar višje kontrastnih OLED zaslonov. Proizvodnja za ameriški trg se je končala leta 2014, za kitajskega pa se pričakuje nekje do konca 2016.